Varanje, laž, prevara, skrivanje in kraja. Detektivstvo je posel preverjanja in dokumentiranja človeških slabosti. Danes smo v pisarni zasebne detektivke Bernarde Škrabar, ki je v tem poslu že 10 let. Ali dolgoletno delo preučevanja človeških slabosti človeka spremeni? Ali danes vidite ljudi drugače, kot ste jih videli, preden ste postali detektivka? Definitivno delo na tem področju človeka spremeni, ker iz dneva v dan preiskujemo negativnosti, ne si bo to v podjetjih, ne si bo to tudi v privatnih zadevah in vidimo tisto, kar je slabo. Torej, z dneva v dan preiskujemo take zadeve in imamo definitivno deformiran pogled, kar se tega tiče. Ja. Kakšne kvalitete mora imeti detektiv oziroma detektivka? Moramo biti predvsem dobri psihologi, to ti da tudi kilometrina, ne? In najprej opazimo tisto odklonsko vedenje, odklonsko obnašanje, tako da ja, definitivno tiste negativnosti in v družbi in pri posamezniku, ki štrlijo ven, tako da najprej to opazimo. Kakšne so ta odklonska vedenja, kaj točno opazite recimo? Pri osebi, ja, kako se obnaša, ne? Dobro znamo prebrati, ne? To je tudi sestavni del našega vsakdana, ne? Torej se moramo tudi v tem dosti zverzirati in tudi na takem področju se usposabljamo, ne? Se pravi, kako recimo samo govorico telesa prepoznati, samo obnašanje človeka, neko delikventnost, neko odklonskost, da to je pri našem delu zelo pomembno. Ne? Imate izostren občutek za to, kdaj kdo laže? Ja, bi rekla, da ja, ne? Čeprav še vedno moraš biti pri vsem tem ponižen in se ne imeti za prepametnega, ne? Ker vsak primer je drugačen. Ne? Recimo, če 10 primerov bilo po približno določenem modusom operandi, ni nujno, da bo pa 11 tako, ne? Torej, te tudi tisto prepričanje ne sme zavesti, kar je zelo pomembno. Katerih primerov imate največ? Največ delamo za podjetja, od se pravi kontrol nadzorov bolniških dopustov, preverjanja upravičenosti do izplačila potnih stroškov, potem razna osebna vročanja v postopkih, preiskava notranjih kraj, kar je pač po našem pogledu v porastu, torej preiskovanje disciplinskih kršitev v podjetju, to je naše področje, s katerim se vsakodnevno ukvarjamo. In kako izgleda v bistvu ta postopek? Stranka pristopi do vas, potem sledi razgovor, kako poteka to delo detektiva? Tako, naročnik, torej podjetje, ne si bo to uprava, predsednik uprave, direktor pristopi do nas, pogovorimo se o samem problemu, podpiše pooblastilo, ki je zakonsko obligatorno za to, da pričnemo z našim delom, pogovorimo se o konkretnem primeru, naredimo analizo, se pravi, kako bo primer potekal, ker vsak primer je drugačen, se dobro pripravimo na primer, preverimo vse javno dostopne baze in plačljive baze podatkov in potem gremo na teren. In koliko primerov, ki jih prevzamete, se dotika varanja? Manj kot dela za podjetje, tam nekje 5 do 10% našega dela, ampak ne nazadnje je to tudi neko pomembno področje, ne? Ker vi recimo, ko imate problem v podjetju, boste dokaj bolj objektivno gledal na ta problem, kot da imate nek problem, se pravi v zasebnem življenju, kjer ste subjektivno to vpleteni, ne? In to so dokaj težki primeri. Ni pa samo to, ali se pravi dokazati to, ali oseba vara oziroma ne, je potem še dosti drugih zadev, se pravi, bo sledila razveza potem, kako je s skupnim premoženjem, je mogoče v igri skupno podjetje, so mladoletni otroci v ozadju, torej sledi z tega preživnina, skrbništvo nad otroci in je to tudi zelo pomemben del tega, kako stranki svetovati naprej. Da slučajno se ne prenagli, ne, ker so primeri, kjer seveda, ko ena oseba odkrije, da je druga vara, ne, potem postopa prehitro, ne, in druga začne premoženje skrivati, odtojevati in tako naprej. Torej so to zelo pomembni trenutki, kako osebi naprej svetovati. Torej gre za zelo delikatno področje. Zelo delikatno področje, se pravi, sploh zaradi tega, ker je človek subjektivno to vpleten, ne, in so čustva in ne more objektivno na neko stvar pogledati, kot recimo na nek problem, ki ga ima v podjetju. Pa ste kdaj kakšen primer že zavrnili? Primer recimo tudi pri varanju. Ste zavrnili, zato ker ste začutili, da ne gre za utemeljen sum, ampak v bistvu gre za nek način vohunjenje za partnerjem, recimo? V večini stranke ravno v teh zadevah pridejo že, ki ima dokaj utemeljene sume, rabijo samo še tisto piko na i, ne, da mu neka tretja oseba pove je, ni, ne, ker partnerji
bojo v večini primerov to, se pravi, zavračali oziroma bojo rekli, ja, ne, ni res, si izmišljuješ, ne vem, imaš psihični problem in tako naprej. Ne. So pa tudi primeri na splošno, ki jih zavrnemo. Ne si bo za zasebne zadeve, ne si bo za gospodarske, se pravi, preveritve zaradi tega, ker bi bil ali nima stranka upravičenja, ali bi z svojim delom bistveno prekoračili, se pravi, tista zakonska določila, ne, torej bi, ne vem, neupravičeno vohunili, ne vem, prisluškovali. So razno povpraševanja in moram reči, da na mesečni ravni zagotovo primer 2 odklonimo oziroma zavrnemo. Ali kot detektivka kadarkoli hodite po robu zakona, torej iščete zakonske možnosti oziroma želite iti do samega roba, koliko še je dovoljeno? Se zgodi seveda, da hodimo po robu zakona, recimo primer, ne. Nadzorujemo osebo, ki je na bolniškem dopustu, dela težka fizična dela, ampak je to recimo za ograjo na dvorišču, na domači hiši, ne. Torej, če bi to dokazno gradivo, ki je pridobljeno za ograjo, ko določen delavec opravlja določeno delo, se pravi, če bi to uporabili naprej v postopku, bi bil to bistven poseg v zasebnost. Zato, ker je oseba, torej tisti delavec, z ograjo, torej prepreko je jasno nakazal to mejo zasebno javno in v tem primeru bi šlo to za bistven poseg v zasebnost človeka. To so take stvari, s katerimi se praktično vsak dan srečujemo na terenu in je treba zelo dobro premisliti, ne, do kam ja, do kam ne, ker lahko se hitro znajdemo potem mi v kazenskem pregonu in pravdah in tako naprej. Ali mora biti detektiv tudi malo vojerja, torej uživati v opazovanju drugih, da lahko z užitkom opravlja svoje delo? Definitivno je to poklic, ki ga moraš opravljati z srcem in strastjo in ga moraš opravljati z veseljem. Torej ja. Ja. Ali se vas je kdaj kakšen primer dotaknil na osebni ravni? Vsak primer je poseben. Zagotovo so pa najtežji primeri, v katere so vpletene družine, mladoletni otroci, ker se recimo starša potekujeta za skrbništvo in en starš dokazuje, da drugi starš ni primeren za skrbnika in tako naprej. Ne. V sredini je pa otrok. To so primeri, ki so se me v preteklosti zagotovo najbolj dotaknili. Je takšnih primerov veliko v Sloveniji? Jih je precej, ja. Jih je precej. Ja. Ali ste že imeli kdaj težave s tistimi, ki ste jih preiskovali? Vam je morda kdo grozil, zahteval, da ne predate podatkov v svoji stranki? Problem pri našem delu je tak, ne, da ko gremo potem, če gre zadeva naprej na sodišče, recimo na delovno sodišče v določeni zadevi, seveda mi smo tam javno izpostavljeni. Povemo se ime, priimek, naslov prebivališča in definitivno smo izpostavljeni tudi raznim grožnjam. Ni se mi velikokrat zgodilo, vse mi pa je, da so mi osebe grozile. Tudi sem imela primere, ko se je oseba vozila za mano, me sledila, mi grozila po telefonu in tako naprej. Ne. In tudi ja, seveda sem imela primere, kjer so mi ponujali podkupnino za to, da zamižim na eno oko, ampak k sreči zelo dobro vidim in sem tukaj predana tem delu, da ni denarja, s katerim bi me človek lahko podkupil. In kako se ponavadi soočite s temi problemi? Kako ste recimo odgnali te ljudi, ki vam sledijo, te grožnje? Kako se v bistvu detektiv s temi negativnimi platmi dela sooča? Če bi človek, ki opravlja to delo, gledal na to, kaj vse se mu lahko zgodi, zagotovo se s tem ne bi ukvarjal, ne? Ker marsikaj se lahko zgodi, ne? Tudi fizično nasilje in tako naprej. Ne? To so tudi kolegi imeli že izkušnja, ne? Ker se je klicalo policijo, ker je oseba jih fizično napadla in tako naprej, ampak mislim, da je ključno pri tem, da zna oseba verbalno obvladati situacijo, se pravi s komunikacijo, skomunicirati, tudi če oseba nasilna na drugi strani, ne, kar se dogodi, potem to zadevo umiriti. Včasih je to možno, so pa tudi primeri, kjer ni. Mi sicer samo osebno posedujem varnostno orožje, torej bi orožje lahko tudi praktično 24 ur nosila pri sebi, ampak se mi to ne zdi smotrno, ker ne vidim razloga, kaj bi s tem dosegla. Ne. Torej, komunikacijske veščine in spretnosti so tiste, ki so ključne pri našem delu, tudi pri obvladovanju takih težkih konfliktnih situacij. Ali ste imeli kdaj težave zaradi vašega spola? Nasploh tako v branži, med detektivi samimi, se je bilo treba dosti bolj dokazovati.
da sem se dokazala, da sem ekvivalent ostalim. In pa seveda tudi v gospodarstvu tako, ne, da ženske se moramo bolj dokazovati, da pokažemo to, da smo strokovne, da znamo delati. Konkretno pri primerih se mi pa zdi, da je to marsikdaj lahko prednost. Ker ljudje ne pričakujejo kot detektiva nekega moškega, ima neke svoje stereotipe, ne, marsikdo pa ne pričakuje, da nas je tudi dosti žensk v tem poklicu.